pisma, temveč nam nosi tisto, kar nas vznemirja. Vredno življenja. Ker tisti, kateri ne vidijo nič vrednega v življenju, to je dolg čas. To je izguba življenja, kajti vsak dan mora cveteti lepota. Ta lepota je pa samo vam. Jaz ti lahko piham na dušo, pa bo rekla, veš kaj, Jur, te imam že polk kufa. Una bo pa rekla, ja, zakaj pa meni nič ne poveš? In tako dalje, in tako dalje. Osvežujmo se, ljubimo se med seboj, zadovoljujmo se za svojimi notranjimi doživljaji. Bodimo srečni. Sreča ni, ki je na cesti. Srečna je v nam. In ti, draga moja, a prosti još pa, zdaj pa. Zdaj sem ukradil nekaj časa, ampak ne zaradi tega. Leto 12 bo mal, takrat pa on ne bo več kaj povedal, pa jaz ne, ker bova imela dovolj časa za svoje muhe. No, tako. Je še kaj, kakšno vprašanje? Prosim. Zdaj še eno vprašanje ne je kdo zastav, da bom jaz lahko potem rekel, ja, no, punčka. Prosim? Kaj ste imel v mislih konkretno, da se bo zgodilo? Ne, mi moramo vedeti nekaj. Glede teh planetarnih sistemov bojo večje katastrofe na Zemlji. Več bo ognjenikov, več bo cunamijev, več bo viharjev, več bo tega. Zakaj? Ker so te kozmične energije tiste, ki povzročajo te efekte. Vibracije pa nastanejo zaradi tega, ker je spet čist drugačen potek energij, ki smo jih do zdaj dobivali. No, kaj pričakujem? Ja, veselo radost, da grem v čas, ko bo začela nova doba, ki bo dajala moč ljudem v življenju. Zato ne rečem pa, da me ne bojo prizadele katastrofe. Zakaj? Ja, ker bo spet ravno tisto človeštvo, ki je najbolj krivo, najbolj prizadeto. Kaj najmanj krivo? Ki je najmanj krivo. Ja, to. Ki je najmanj krivo, ja. Ta oblika človeštva bo trpela na lakoti, na žeji, na pomanjkanju. Tisti tajkuni, kateri so si zavlekli v svoje skrinje nekaj več, te bojo drugače gledali, ampak bojo pa bolj trpeli v eni obliki, ker je njihova lakomnost. To je moja in zdaj hudič vzel. Tak avto, pa taka baraka, pa taka, jaz veš kaj je vse. Najmanj pa bo govoril, pa moja žena tudi šla. No, bo rekel, da se za tisto mi ni žal, ampak avto ima, tista boga pa tista vila tam gor. No, vedeti morate, vodnarjeva doba, jaz sem v vodnarjevi dobi rojen, pa zaradi tega še težko plavam v teh mojih življenjskih. Doba rib je tudi zdaj na koncu. Kaj ti, ta zadnja konzerva sem pojedel rib in sem rekel, pejmo v vodnarjevo dobo, da bo vsaj nekaj še vrednega, dobrega. Ampak tudi ribe so morale biti, ker je bila ta struktura za to, da smo takrat dobili simbol ozaveščenosti. Potem je pa nastala ta ozaveščenost v obliki tistega razvoja, da nam je odvzela moč enotne večnosti. Veste, jaz pravim nekaj, bodite uverjeni, leto 12 boste v kratkem doživeli, ne z strahom, kajti strah je sovražnik, z zadovoljstvom, da doživljate dobo renesansa, spremembe na bolje. Fizično bo pa mogoče dostikrat na slabše. Zakaj? Ker vsaka erupcija, vsaka sprememba nasilna moti naš notranji mir. Mi smo pa tako veseli, da smo čim bolj brezbrižni. Karina pa zdaj še ti, da si je rešljala s predavanjem, da bo leto 12 kaj hudila. Ne, jaz pravim, 12 leto ne bo nič hudila, ampak bo pa totalno začela sprememba zaradi zunanjih pogojev planetarnega življenja. Ki jih ne ustvari človek, ampak ker je pa človek vključen v to zemljsko življenje. Zato bo on tudi zdrav prizadet, ker smo del zemlje. Mi smo stanovalci tega planeta.
kakršni so planetarni sistemi po svojih pogojih razvoja, kot tudi mi lahko živimo, ki smo soodvisni. Pučka tole je, smo hotel povedati. Zdaj, roke ni noben več dvignil, včasih v šoli smo roke dvignili, kadar je bila matematika, da sem šel hitro na WC, da nisem bil glih na vrst spraševanja. Nagajivost, veselost, humor, to morate imeti. Če boste imeli vsak dan nekaj lepega za nasmejati, pa boste rekli, a veš, kaj je bil lep dan. Ja, ampak po 4 je pa prinesel tudi tisti, ja, ne vem, tisti je. In boste videli, da nam se zadnje vsaka bolečina, vsaka težava, ko začneš dajati energijo ljubečnosti in humorja, postane manj občutna, manj boleče. Mi pa namesto, da bi se zaradostili tudi težavam, kaj ti spremeniti ne moš, jih pa lahko spremeniš v notranjo obliko zadovoljstva. In kar sprejmeš, je že manj. Sovražnika sprejmi, kakršen je. Pa reči, to je moj prijatelj, knjižje, da je tak je, ne morem ga spremeniti. In kaj bo ratalo? Nenadoma boš spoznal, da ni več tistih notranjih otrovov sovraštva pa slabega mišljenja. To so otrovi. In to ni hrana. Duhovna hrana je ljubezen. Seveda, moš pa tudi gledati, da ni za tamo žena. Joško, prav vesel bom, da boš tudi ti zdaj kaj prispeval. Prost, malo sem mu, ja, ukradel sem mu 3 šute. Nič mi nisi ukradel. Enkrat sem ga nadaril, evo, zdaj se pa upravičujem. Ja, veš zakaj. Pa še 10 minut lahko daril. A ja, imam še 10 minut. A vi kaj, jaz sem pa že mislil, da je leto 12, da se je že toliko potegnilo. No, pa vseeno, 10 minut je še. Ali resnično, dajte kakšno pametno vprašanje, vse kaj je pametno, danes ne vemo, kaj je pametno, ampak vsaj upajmo, da bo kdo rekel, zame je to pametno. Ki ga interesira v tem senzacionalnem času, ker morate vedeti, zdaj bojo časopisi, revije, vsi karkoli je v tisku in na televiziji in na radio, bojo začeli papagajsko ponavljati leto 12. Vi morate imeti pa že sami v sebi strukturo sprejetja tega, da je, zdaj bo to komercialna debata, ki bojo se polnili časopisi, revije, ja kaj ne boš vse videl. Pa boš pa rekel, zakaj pa? Ja, ker je to postala komerciala. Mi moramo pa vedeti nekaj, mi rabimo kaj, informacijo, ki bo dvigavala nam moralo. Ne, da bom takrat prestrašen in gledal, pa bom rekel, ja, Olek je govoril, ni nam pa povedal tisto, kar je bitno. Bitno je, življenje je odrejeno. Ti si svoj program življenja že dobil po svoji volji. To je interesantno. Ko si bil v samem embriju, ko si se rodil, si že odločil se, za katero vlogo življenja želiš. To je samo odločba, to je dokazano. In kaj se je? Zdaj pa ni blisko dobro, pa reče, ja, klinc škoda, da se nisem rajši odločil za, rečemo, klasičarja. Sploh jačo ne bom, pa še sladkov se bom. Ja, življenje, morate vedeti, je točno odrejeno, da bo imelo svoj hask v tem, ko se boš duhovno dvignil. Materialno ni pomenilo to izgubo, šivanke noč niso, kot je Joško rekel, na svet, ker je nepotrebna. Ne boš nosil ničesar drugega, kot notranje duhovno zadovoljstvo življenja. Kakršnokoli je bilo. Kajti višja duhovna sila nikogar ne obremenjuje. Nikogar, nobeden ni kaznovan. Za nobeno stvar. Pa naj bojo to zločini. Plačal boš. S čim? Dobro za dobro, slavo za slavo. To je edina oblika resnične plače. Tam ni nobenih advokatov.
Kar si naredil dobrega, boš dobil dobrega. Zato nekateri danes živijo srečno, skoraj zmeraj. Kajti v prejšnjem življenju veliko naredil takih stvari, ki so bile koristne za njegov duhovni razvoj. Sam ni treba zdaj delati dobro dela zaradi špekulacije, da boš manjšo karmo imel. Veste, duh pozna, kaj je laž pa resnica. Ti moraš delati dobra dela, ne da se zavedaš, da jih delaš. Naj bo to primat tvojega duhovnega stanja. Ja, ti, s katerih špekulirajo, zdaj dobro delam, ja, prej v nebesa prišel, pa bolj sigurni je, da bom, ker vrste so dolge, da veš, kako je. No, Joško, še 5 minut, ja še. Dobro, zdaj, kaj bi lahko vam ob koncu povedal? Ob koncu tega bi vam rad povedal, da vsi nosimo odgovornost za ta naš sistem življenja. Vsi moramo vedeti, ker smo vsi eno. Ko se duh dvigne na nivo duhovnega in višinskega stanja, ni več dvojnosti, trojnosti, ampak je samo enosti. Vsi duhovni elementi se združijo in postanejo kaj? Ena ljubeča energija, ki deluje na tistem področju, kjer je manjka. Zdaj, en prav, ja, po smrti, kaj pa bo z mano? Nič, ker si cepec, bo še velikrat prišel na svet. Ja, kaj pa pol, ker ne bom več cepec. Ker ne boš več cepec, pa ne boš več vprašal, kaj delati, ker bo že postal ljubečnost. Ja, pa bo to vsak. Vsak bo tudi tist, kateri danes dvomi, da sploh še obstoja duhovni svet. Ker teh je največ. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker se je toliko navezal na to, da materialni svet, za njega je posla odlična, ga ni lušten zvečer je spat, pa če imaš pa še kakšno privilegijo, s kakšnim ženskim ali pa moškim sistemom, ja, v redu. Tam pa ne bo nič. Ali duše, ki seksajo. Kakšni seksajo? Seks je pravzaprav dejansko overtura za fizični svet. To je bilo, ampak so rekli, zakaj bi samo del otroke, še vesel bo zraven. Kajti, če ne bo otrok vesel, ja, se bo celo življenje kislo se držal. Če pa gledamo duhovni svet je pa kaj? Duhovno bitje, oni ne rabijo seksualnih metod, da se bi razmnožili. Oni rabijo kaj? Samo dostojno duhovno energijo, katera jih dviguje v nivo večnosti. Ko pa enkrat to ima željo, jaz sem rekel, Joško, če bova živela še nekaj časa, gledala, da bova čim bolj uživala, ker tam ne bova več mogla. Ja, vidite, kako je postalo iz tega mirnega, turobnega prostora veselo obličje. Smeh. Ker ta smeh se ne da kupiti na tak način, kot ljudje mislijo. Smeh mora biti notranji odziv. Notranje, jaz poznam eni, ki se pisli smejejo. Ja. Joško, zdaj pa ti. Dober je, Oleg, si zelo dober povedal in ne bom nič posegal v leto 12. Ker si pač dovolj povedal, razjasnil vam je, vprašanj niste več imeli. Veste, to, ko je pa omenil, a smo pripravljeni na leto 12, ali nismo, smo pa kar nekaj naredili. Zdaj ta skupina, ko smo se dobivali tukaj v Izoli, ko smo govorili, kaj je to, ta trenutek, in skozi ta trenutek smo lahko začutili notranjo energijo. Smo lahko prišli do tega, da smo lahko začutili, kaj je čista ljubezen. To je življenjska energija.
izvežbe smo. To je tako, kot je rekel, vojak mora biti pripravljen, ko gre v vojno. Karkoli bo, se to bo, ne glede kaj. Mi bomo v trenutku, samo opazujmo. In če bomo znali opazovati, smo naredili vse. Mi smo zdaj v tretji gostoti, v tretji dimenziji. In kako bomo prišli v višji svet? Ja, Zemlja dobiva drugo energijo. Pač planeti se bodo tako postavili, da bo Zemlja začela vibrirati na višji stopni vibracije. Mi smo tudi to trenirali. Mi smo pravzaprav izvežbeni vojaki za to dobo, ki prihaja. Ta doba ne prihaja slučajno. Mi, da smo se tukaj rodili, smo prišli po narodni. Po narodni, da se izpolne tisto, kar nismo dosegli v prejšnjih življenjih. Zato ni slučaj, da nas je 7 milijard. Ko sem jaz v šolo hodil, je bilo 2 milijarde. Ne so pa kar 7. Duše hočejo to doživeti. Mi smo hoteli to doživeti, zato smo tukaj. Mi smo hoteli to. In ni slučaj, da ste hodili na tole delavnico. Da smo se učili, kako pridemo v ta trenutek. Da smo se oborožili, da znamo biti v trenutku. Ker trenutek za trenutkom je večno. In če ste v trenutku, je lahko en dan izredno dolg. Izredno lahko veliko doživite. Lahko pridete do tega, da začutite to srečo v sebi, to življenje. Živel. Veste, če bomo odprti, če se ne bomo strašili, pa sej, enkrat se tako poslovimo, če bomo to zavestno opazovali, se zna zgoditi, da se lahko potem tudi spomnimo, kako je bilo v prejšnjem življenju. To ni nič tazga. To ni nič tazga. Ampak, ko se mi rodimo, ko pridemo v telo, začnemo delovati v tretji dimenziji. In se tega ne spomnimo. In začnemo z vsemi problemi. Ampak te problemi so morali biti. Mi smo mogli iti skozi to. Mi smo mogli iti skozi bolečino, skozi rojstvo, skozi vse oblike lepe in slabe. Ene imamo za lepe, druge pa za slabe. Ampak vse oblike so nas izpopolnjevale. Vse, tudi slabe, so nam v dobro. Ker so to izkustva. Taka izkustva, kot jih imamo na zemlji, nam zavidajo vsemu vesolju. Ker angeli pravijo nam zavidajo. Zato oni vse vidijo, samo niso v telesih, nimajo izkustva. Jaz sem prebral, kolikor se pač dobi seksualnih knjig. Pa dokler nisem šel z žensko, nisem o tem videl nič. Jaz sem vse prečital, ampak dokler nisem tega doživel,
Ni bilo izkustva. Ni bilo vedenja. Mi smo prišli na zemljo po vedenje. In da se zavedamo sebe, se zavedamo lahko samo skozi dih. Skozi dih in izdih. Tukaj smo povezani. Skozi dih in izdih. Kaj čutim, ko vdihnem? Kaj čutim, ko izdihnem? In to je čutenje, ne mišljenje. Čutenje. In ko enkrat to dobimo, da začutimo energijo v sebi, se zavedamo sreče, da lahko živimo. Jaz se zahvalim, vsako jutro se zbudi. Še sem tukaj. Hvala. Še imam ponovno možnost, da lahko dobim nekaj od tega življenja. Dobim nova izkustva. Da občutam življenje. Ne glede, če se mi slabo dogaja. Ja, dobro je, pa kaj? Pa kaj? To mene v notranjosti ne more prizadeti. Mene prizadeti. Če se mu zaveščim. Če pa nisem, me pa strah, ne? Joj, kaj bo? Ja, kaj pa ne bo? Kaj pa ne bo? Ali že kdo od vas odletel in je imel občutek, da odhaja? Je kdo med vami? No. Mogoče ne, pa se ne upam. Roke vdiži. Se strah je dobro. Veste, jaz sem to doživel. Sem se nekaj pa že grem. In sem čutil, kako me dviga. Ampak zdaj bi se jaz pa še rad poslovil, ne? Ja, pa, ampak ni bilo časa. Sem kot neč Bog opazoval. Opazoval, kako bom to doživel. Nisem s tako brzino letel, ne? Da me je od bolečine, od tiste brzine je bila bolečina. Nisem se ustavil. Da sem nekje med zvezdami. Sem bil popolnoma miren. Popolnoma sem bil miren. Sem rekel, nisem dobil občutek, da grem lahko kamer hočem. Se sploh nisem spomnil, kam bi šel. No, potem sem se pa spomnil prijatelja in v tistem trenutku sem bil pri prijatelju. Veste, hočem vam to reči. To med vami ste sigurno doživeli. Malo pobrskajte, tam neko vam je Oleg dal, tiste pravice, da boste izpolnjevali, da boste pisali o življenju. To je zelo pomembna zadeva. Jaz sem od takrat prešaltal in sem se začel za to stvar zanimati. Jaz bi ga še enkrat povedal. To je pa ja lepo. Pa je res mi vedeli. To bi pa jaz iz tehniko dosegel. Ne, nisem dosegel. Nisem dosegel. Zdaj pa da bom v ponovni preizkušnji. Ampak, ker sem to treniral, se bom tega manj bal. Tega se ne bojim, ker vem, da več kot to, kar imam, ne morem skupiti. Tega vam ne morem nobeno vzeti. To, kar čutite vse, to je večno. To, kar imamo, to je najlepše. Ko smo trenirali, kdo je doživel lepoto te energije v sebi? Lahko dvignete roke. No, kar višji, dajmo. No, poglejte se. Dajte se pogledati. To je to. To je ta čista ljubezen. To smo trenirali.
In zdaj, ko bo druga vibracija, boste videli, to se bojo začeli ljudje, se bojo začeli osveščati. Ne misliti, da je to zato, da boste dobili pa korit, a ne, ker ste ga sredi. Ne. Zato, da se bomo osvestili. To se dogaja zaradi nas. Mi smo prišli sem, da bomo to doživeli. In to je najlepši, najboljši trenutek. Zato smo trenirali, da bomo osveščeni, da bomo to sprejeli, to dobo, tako kot se jo, kot je dostojen. Mi smo tako močni, da smo se upali priti na zemljo. To nam zavijajo angeli. Nisem rekel, da je. To pa ni bilo prostora. Ampak, ker smo tukaj, to je nekaj najlepšega. Imamo možnost to izkusiti. Da ne bom predolg. Koliko vas je čist novih? A lahko dvignete roke? Okay. Bomo ponovili tehniko dihanja. Tehniko dihanja bomo ponovili zato, ker ste pač novi, da boste se zavedali, da je vdih in izdih tisto, ko nas veže na vesolje, na energijo. To je energija in obenem tudi hrana. Ta energija nas ohranja pri življenju. Zato je pomemben, da se zavedamo. Vsak vdih nam je šek. Vsak vdih. Morate vedeti, kolikrat na dan vdihnemo. Ampak ne zavedno. To pač dihamo, ne. Tako kot, kaj ste, kad je to vseeno. Ne, ni vseeno. Ko se človek rodi, kome čakamo, da dojenček zavpije. Vdihne. In ko se poslavljamo, vmes je pa vseeno. Vmes pa, te barjave, te tajkuni, ta soseda, kaj mi je ta naredil, kaj mi je unaredil. To lahko ne pomeni. Pomembno je, da sem vseeno. In da sprejmem tega soseda, ker mi gre na živce. Zato mi gre na živce, ker jaz nisem v sebi čist miren. In ko odprem radio in slišim, to pa on pa ti. Odpihajte, tudi ne čuka, če zaprete radio. Pa bo to dobro. Bošte ljudje, ali pa 10 minut malo trenirate, dihate in se pripravite, tako kot se vojaki vežbajo, recimo za kakšno tako borbo ali pa kaj so vse bili. A veste, mi, če smo na zemljo prišli, mi smo bojevniki. Mi smo prišli iz strahu. Zdaj nas je pa strah. Česa? Česa nas pa ne bi bilo strah? Za življenje. Poleg vam je povedal, kaj je življenje. Življenje je večno. Energija je večna. Samo, ko jo natreniramo, ko smo sigurni v to energijo, takrat vas pa ne bo strah. Takrat boste pa vedeli, da smo skozi. Da smo skozi. Tako bo opazoval vdih in izdih. Ko bo opazoval te občutke,
Kdo pa je tako lahko opazuje? Jaz diham. Kdo pa je tako lahko opazuje misel? Jaz. Ja, pa kako misel opazujem? Ker sem pa mislil, da je ta misel moja. Ta misel je prišla, tako kot pride poročilo iz radija. Je tudi moje. Ne, ni. Moj je samo vdih in izdih. In zavedanje. Opazovanje. Če se bomo tega, pa neko velikače. Pač to služboma. To služboma. In vse, kar se nam dogaja, se nam ne slučajno. Vse je to zaradi nas. Sprejmite to. Če boste v trenutku, boste vedeli, da je to naše, da je to moje, da je to največ, kar se lahko zgodi. No, gremo dihati. Te, ko ste novi, najprej bomo sprostili telo. Telo pa sprostimo tako, da zategnemo mišice na nogah, zategnite in sprostite. To se pravi, nič več niso zategnjene. Mišice še enkrat zategnete in sprostite. Imate občutek, da ste sproščeni v nogah? Zategnemo trebušne mišice in jih sprostimo. Zategnemo prsne mišice in jih sprostimo. Zategnemo roke in jih sprostimo. Zategnemo vrat in sprostimo. Zategnemo obrazne mišice in jih sprostimo. Smo popolnoma sproščeni, zapremo oči in opazujemo vdih in izdih. Kaj čutim, ko vdihnem? In kaj čutim, ko izdihnem? Kaj čutim, ko vdihnem? Kako gre zrak skozi sapnik v pljuča? Kako ga čutim? Kako pride do prepore? In kako se obrne ven? Kaj čutim pri tem? Kaj čutim, ko vdihnem? In kaj čutim, ko izdihnem? Samo opazujem. Diham popolnoma normalno. Nič se ne prisiljujem. Sem popolnoma sproščen.
Čas. Prejme. No, a kdo ni občutil vdiha in izdiha? A je kdo mogoče, da ni čutil? Te, ker ste novi, te sprašujem. Zato smo to ponavljali. A je kdo? Ne vem, kaj mi imate misliš, ko rečete čuti. Slušajte, vdihnete. Pa močeš vdihnete. Čutite zrak, ko gre noč? Ja, skozi misli, ko se gre vključa. Čutite? No, ta čutenje, to je čutenje. To je čutenje.